Alkohol je alkohol, ne? Alkohol je ravno tako v pivu, kot je v žganju. Je pa seveda res, ne, da piva količinsko lahko popijemo več kot pa žganja. Ne? Ena merica piva, recimo 0,5, ne, veliko pivo, ali pa 0,3, ne, za ženske, ne, je enaka eni merici, se pravi eno šilce žganja, recimo, ali pa eno koktejlu, ne, tako navadno. Ali pa en deci vina, recimo, ali pa 2 za moškega. Se pravi, spet razlike so med moškimi in med ženskami. Tudi tam imamo nekje, čakaj. Da moškim manj pride alkohol do živega kot ženske. Ja, da alkohol ima enako vpliv na ženske kot na moške. To ni res, ne. Zdaj, če bi vzeli enako veliko pa težko žensko, pa enako veliko pa težkega moškega skupaj, ne, če bi jih dali, bi bila ženska, pa recimo, da imata enake izkušnje s pitjem, ker pri pitju je tudi tako, da imamo toleranco lahko. Se telo navadi, ne, ja. alkohol ali pa se ga ne. Ja, se pravi, se navadi, če ga veliko pijemo, ne. Je droga in ženske imamo manj vode v telesu, ne, in zaradi tega smo prej pijane, ne, kot moški. Poleg tega je pa tudi pomemben, a kaj jemo prej, če gremo pit, ali nič ne jemo, ne. Se pravi, en nasvet je, da preden gremo pit, ne, ali pa če vemo, da bomo več spili, da se dobro najemo prej, ne. A to je tudi mitrka? To je mit, ja, to ni res. Okay. Zdaj, jaz vem, ne, da recimo alkohol lahko povzroča, poveča željo, ne, po spolnem odnosu, ne. Ampak recimo pri moških zmanjša sposobnost erekcije, pri ženskah se pa mišice v vagini ne delajo tako dobro kot drugačne, so bolj ohlapne in zaradi tega je lahko ali bolj boleč ali pa ne tako dober spolni odnos, kot bi bil drugačen. Poleg tega, ne, smo pa takrat, ko smo pijani, se nam zniža nam rata malo vseeno. Ja, malo nam rata vseeno in se lahko spustimo v spolni odnos z nekom, ki se drugače sploh ne bi, ne. Poleg tega recimo ta naša raziskava, o kateri sem prej govorila, je pokazala, da se je 11% teh mladih, ki so nam odgovarjali na vprašanje, že spustilo v nezaščiteni spolni odnos zaradi alkohola. Ja, so ocenili sami, da zaradi tega, da drugače bi imeli zaščiten spolni odnos, 8% jih je pa imeli neželen spolni odnos, ne. Tako punc kot fantov, ne. Tudi fantje imajo lahko neželen spolni odnos. Boš počutil, ne, zaradi tega, ker boš nekaj delal, ampak telo pač jetra rabijo svoj čas, ne, da predelajo alkohol, ne. 10% alkohola približno se izloči skozi urin, vse drugo morajo pa skozi urin, skozi pot, ne, se pravi to, kar se potimo, ko plešemo recimo, ne, ali pa se s čim ukvarjamo, pa tudi skozi dihanje, ne. Vse to drugo, se pravi 90% morajo pa jetra predelati in jetra za eno merico porabijo približno 1 uro. Zato je treba tudi počasi piti, ne, kadar se pije, ne hiter, ne, in če spiješ 2 merice eno za drugo, potem to pomeni, da bo 2 ure treba, da se te 2 merici razgradita v telesu. Se pravi, da ne pomaga, da gremo plesati, pa ne, se ga malo preveč napijemo. Pa tudi sprehodi ne pomagajo. Sam čas. Čas pomaga, ne. Je pa vsekakor boljš, da se pač spije vmes kakšna brezalkoholna pijača. Čisto tako se bomo recimo boljš počutili, ne bomo pa nič manj pijani, ne. Se pravi, delno že pomaga, ne, sam pijani ne bomo manj, ne. To je predvsem dobro vedeti za tiste, ki kljub temu, ne, da je to prepovedano, grejo v avto, ne, potem, ko pijejo alkohol. En od takih mitov podobnih je recimo tudi, da ljudje mislijo, da če bodo požvečali cel paket čegumijev, potem ne bodo napihali, ne. Ta pa je res, ja, mit. Ja, že vemo, da to pa ne, to pa ne bo držalo. V Mythbustersih mislim, da so probavali vse sorte že s kovanci, z ne vem čem. Nam pravijo mladi, ko imamo delavnice v srednjih šolah in se pogovarjamo o teh mitih, ne, recimo so različni miti, eni pravijo, da recimo, če popiješ mleko, pa potem zbruhaš tisto, se bo ves alkohol, ne, vezal na mleko. Tako da teh mitov, ki ne držijo, ne, je ogromno. Pač
pač, ko je enkrat alkohol v telesu, se na taki dosti več pomagati. Ne. Da se recimo spumpati, ne, želodec. Preden gre pač bruhanje, seveda nekaj pomaga, ampak takrat, ko smo že tako pijani, ne, da nam je preveč, da bomo bruhali, takrat nismo več sposobni za nobeno vožnjo in za nič. Ker alkohol tako deluje, ne, na telo, da glih približno, ko imamo tam 0,5 toliko, ko je še do katere meje je dovoljeno voziti, če si odrasel, pa da imaš že več kot 2 leti izpit, ne. Takrat se glih počutimo fajn, ne, pa nič pijani, ne, ker ne začutimo čisto takoj, ne, alkohola, ne, tako da je pač treba paziti. Pa tudi vedeti, ne vem, če si moški ali si ženska, koliko kil imaš, ne. Najboljš pa je, da se pač takrat, ko se voz, ne, da se fura 0,0, ne. Da se nič ne pije alkohola in da se pač dogovori. Ne. Tako bi moglo biti, ne? Tako bi moglo biti, ja. Da je pač, a ne, takrat je v bistvu, bi jaz rekla, posameznik še šef, ne, lasten, ne. Se pravi, ko si ti tisti, ki odloča o tem, ne, danes grem ven, danes bom jaz pil in pač ne bom, mislim, bom jaz vozil, ne bom pil, ne, in ni problema, ne, se ti lahko upreš alkoholu, ne. Takrat, kadar pa recimo se vikendi, pa planirani vikendov vrti sam še okrog tega, ne, kam bom šel, koliko se bom napil, kje bom dobil alkohol, ne, ko je cel plan izdelan, takrat pa pomeni, da ima posameznik že kar problem, ne, kar hud problem že, ne. Ponavadi to prej vidijo drugi kot posameznik sam, ne. Tako da, a ne, zdaj, če slučajno koga zaskrbeli, ne, a ima problem z alkoholom, naj poskus, ne, pri sebi, a lahko normalno en teden čisto normalno živi, brez da bi pil kakršnokoli alkoholno pijačo. A se da. In pol bo tako jasno. In potem opaziš, ja, a skozi razmišljaš o tem, ne, zdaj pa ne smem alkohola zaradi tega, ker bom ta teden zdržal, ali je to nekaj tazga normalnega, ne.